Živjo, dobil sem novo kamero Lamax X9 II in zdaj bom kar direkt na kolesu sprobal, kakšna je slika in predvsem kakšen je zvok. Povedal bom tudi nekaj njenih značilnosti oziroma tehničnih podrobnosti. Najprej pa poglejmo, kaj dobiš zraven v škatli. Pakiranje je tako precej kompaktno. Bomo kar pogledali, kaj dobimo zraven v škatli. Kamera je taka super kompaktna, prijetna, lahka, na otip deluje, kakor da bi bilo gumijasto ohišje. Priložena je krpica za čiščenje leče, zaščitna vrečka za prenašanje kamere, daljinski upravljalec, ki ga lahko daš na zapestje. Naprimer, če imaš kamero na čeladi, lahko preko zapestja upravljaš, sprožiš video oziroma sliko. Različni nastavki za vse vrste montaž. Tukaj je vodoodporno ohišje, ki omogoča potapljanje s kamero do 40 metrov globine z rezervnim pokrovom. Preprosto plastično ohišje, ki ga potem lahko uporabljamo skupaj z vsemi temi nastavki. Ta nastavek je zanimiv, ker omogoča montažo na kakšen drog oziroma celo na krmilo kolesa. Dva nastavka z lepljivo površino, recimo za na čelado ali kakšno drugo ravno podlago. In tukaj seveda so rezervne nalepke, če moraš čelado nekoč zamenjati oziroma nadstavek odstraniti s čelade pa ga dati drugam, uporabiš tole rezervo. Kabel za polnjenje in pa zunanji mikrofon, od katerega si kar precej obetam, zato ker na kolesu je dosti vetra, dosti šuma in jaz bi nekako želel, da bi ta mikrofon vse te šume zadušil in bolj izpostavil moj glas. Danes je 3. oktober, zunaj pa še zmeraj prijetnih 26 stopinj Celzija, piha pa rahel veter približno 13 km/h. Povedati moram, da gre za cenovno zelo ugodno kamero. Na njihovi uradni spletni strani je cena 120 €. Za vse to, kar ta kamera nudi, je to zelo ugodna cena. Recimo, če pomislim, da omogoča snemanje do 4K in 60 sličic na sekundo, da ima sprednji in zadnji zaslon, ki sta oba na touchscreen. Baterija v Full HD snemanju naj bi zdržala do 2 uri. Priložen je zunanji mikrofon, ki omogoča boljši zvok in še bi lahko našteval. Če koga zanima več, naj si pogleda na splet. Mislim, da lahko kamero dobite na Mimovrste oziroma pogledajte na ceneje.si. Na voljo je tudi funkcija Max Smooth, ki omogoča stabilizacijo slike, kar je še ena od tistih lastnosti, ki jih na kolesu res rabiš. Sami pa lahko ocenite, koliko se vam zdi zdaj ta slika stabilna oziroma mirna. Kamera omogoča tudi snemanje počasnega posnetka v resoluciji 720p s hitrostjo 120 sličic na sekundo. Preizkusil bom pa tudi timelapse in bom nekam nastavil kamero za 1,5 ure, da mi potem strne kakšen sončni zahod ali pa gibanje oblakov v en krajši posnetek. Na kolesu je zmeraj največji problem zvok. Tukaj je ogromno šumenja, vetra. Danes recimo piha cirka 13 na uro in ponavadi pri snemanju zmeraj slišim tisti šum v mojem govoru, kar je lahko še posebej moteče. Tukaj je zdaj primer posnetka, kjer uporabljam vgrajen mikrofon v kameri in lahko takoj vidite primerjavo, kakšen je zvok, če ne uporabljam zunanjega mikrofona. Tukaj na tem koncu se mi res zdi, da precej piha, pa me prav zanima, kako bo slišati na tem mikrofonu. Poleg resolucije in števila sličic na sekundo, pa je možno vplivati tudi na širino kota
in sicer sem probal posnetke delati v širokem načinu, srednjem in tudi v ozkem. Upoštevati moramo, da jaz danes s to kamero snimam prvič, niti ne vem, kakšna bo slika na soncu ali pa v senci, še manj kakšen bo zvok, ali je mikrofon preblizu, predaleč, mogoče govorim jaz pretiho oziroma preveč na glas. Vse to bom videl kasneje v montaži, mislim pa, da ste vseeno dobili malo občutka, kako ta kamera zgleda in kaj zmore. In še enkrat moram poudariti, to je cenovno zelo ugodna kamera, s temi lastnostmi, ki jih ima, je ta cena pravzaprav fenomenalna. Edina stvar, ki je mene zmotila tekom današnjega snemanja, je ta, da si kamera ni zapomnila mojih nastavitev. In ko sem šel v počasni posnetek, ter se potem vrnil nazaj v normalno snemanje, sem moral ponovno nastaviti nastavitve mikrofona, zmanjševanje šuma, vetra in pa širino kota. Vse ostalo pa moram reči, da je delalo ok in nisem opazil kakšnih posebnih problemov. Tako, zdaj sem pa prišel narediti še en test z gorskim kolesom v gozd. Danes je malo bolj oblačno vreme, tako da bomo videli sigurno slabšo kvaliteto slike, ampak taki pogoji so sigurno izziv za vsako action kamero. Ko sem pa včeraj kolesaril v sončnem, lepem vremenu, smo pa videli, da je bila slika precej čista, gotovo ne idealna, ampak za tak denar kar zadovoljiva. Včeraj sem v montaži potem tudi videl, da stabilizacija slike ni 100%, je dosti bolj gladka in mirna, še vseeno pa se vidi določene tresljaje. S tem, da moramo vedeti, da jaz te posnetke delam iz roke, pri čemer tudi moja roka delno stabilizira kamero. Če bi jo imel pritrjeno na krmilo, bi bilo teh tresljajev gotovo še več, tako da svetujem premislek, ko se boste odločali o tem, kje bi imeli kamero montirano oziroma na kakšen način jo bi uporabljali. Tukaj pa zdaj kar konkretno piha. Upam, da se sliši kaj na mikrofonu in hkrati upam, da mikrofon čim več tega šuma tudi ublaži. Drugače pa lahko s to kamero narediš tudi kakšno fotografijo v velikosti 16 milijonov pik. Ima pa tudi Wi-Fi za lažje prenašanje datotek, če nočete uporabljati kabla. Sploh pa je tako, da če ima kamera ogromno funkcij, še ne pomeni, da morate uporabljati vse. Pač najdete si tiste, ki vam najbolj ustrezajo, jih osvojite in jih potem uporabljate tako, kot je treba. To bi bilo zaenkrat z moje strani vse. Najlepša hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.